Zdaj pa prosim, gremo ven iz predstavitve in bi začeli razpravo. Predlagam, da torej k besedi se javite z dvigom roke, bomo spremljali, še vedno vas je več kot 600, tako da se bomo res trudili dobro gledati, kdo bo dvigoval roko, in predlagam, da vzamemo 5 razpravljalcev naenkrat in se potem posvetimo odgovorom. Tako da prosim kar pogumno, kdo bo prvi začel, prebil let. Ne vidim. Aha, Vesna Čuček, vidim, ja, okej, kar prosim. Ja, upam, da me slišite. Jaz sem Slišimo. veliko razpravljala. A se sliši? Sliši. Dobro. Zanima me, kdaj bo sankcija za kršitev DK-OS4, ki predvideva vzpostavitev varovalnih pasov vzdolž vodotokov. V bistvu smo, ker delamo v okviru enega projekta, smo ugotovili, da bi bilo treba v Sloveniji s travinjem zasejati 4000 hektarjev njiv in porušiti več kot 100 hektarjev nasadov trajnih. Ker v bistvu kmetje o tem sploh še niso obveščeni, torej o tem, da bi mogli imeti narejene varovalne pasove v vodotokih, ki so lahko samo travinje ali pa zarast, a ne grmovje in grmičevje ali pa drevje. Dovoljena je le paša, košnja, mulčenje. In vse te zahteve so bile dodane šele potem konec avgusta v neki verziji, ki smo jo lahko pogledali na spletu. Prej tega ni bilo noter v nobeni verziji strateškega načrta. Zanima nas, ali bo agencija v tem primeru sklicevala na sistem zgodnjega opozarjanja, ali bojo sankcije v bistvu za namerno kršitev že od 1.1.2023. To je prvo vprašanje. Potem, ali bojo dobili ti varovalni pasovi neko posebno rabo, a ne, da bodo še naprej to ostale njive, tudi v prihodnjih letih oziroma v celem obdobju, programskem obdobju, ki je zdaj, za katerega je narejen ta strateški načrt. Tretje vprašanje se tudi tiče pogojenosti za DK-OS5. Nas zanima, torej od kdaj bo se smatra to za namerno kršitev, če se ne bojo kmetje tega držali. Pa za DK-OS6 minimalna pokritost tal, ki predvideva, da ne bo vsaj 80% kmetijskih površin v času od 15. novembra do 15.2. naslednje leto pokrita. Nas zanima, od kdaj bo to namerna kršitev. Gremo kar naprej. Hvala. Še naslednje, imamo še kakšnega razpravljalca, gospa Marjana Sovič, prosim. Ja, se slišimo? Slišimo. Se slišimo? Slišimo. Ja, okej. Terenska kmetijska svetovalka iz Murskosoboškega zavoda. Jaz bi se osredotočila predvsem na vprašanja, ki se zadevajo, ki bi jih mogli vedeti trenutno, ker kmetje kličejo zveze kolobarja prvo mogoče. Bilo je povedano, da se bo kolobar štel na novo. Zanima me, ali bo veljati to za koruzo, predvsem zaradi tega sprašujem, ker je velika večina naših kmetov v Lovekopu in me zanima, ali velja, da bodo tudi ti lahko potem, če bodo se sedaj na novo naredili kolobar, sejali koruzo za koruzo. To bi bilo eno vprašanje. Potem glede analize tal. Vemo, da vsi tisti, ki došli v KOPOP, bodo mogli imeti analizo. Me zanima, a bo tudi dovoljeno združevanje, kot je bilo v prejšnjem obdobju, se pravi, soležni grke ali pa grke z isto rabo, da bodo se lahko združevali tam do 5 hektarov, kot je bilo do sedaj.
Potem pa tam pri gnojilnih načrtih je bilo pri nas standardu zvezdica in spodaj je bilo napisano, navedeno, da v kolikor se pričakuje večji pridelek, da bodo pač z gnojilnim načrtom lahko se ta količina dušika zviševala. Me zanima, a potem je to enako, kot je bilo v prejšnjem obdobju. Pa še kar veliko ljudi me sprašuje glede dohodnine pri neposrednih plačilih. Vemo, da sedaj še ta SOPO dodan. Me zanima, a bo SOPO prav tako potem se štel v dohodnino v celoti ali samo tista prva neposredno plačilo. Pa če bo potem tudi to razdeljeno na vse člane, kot je bilo do sedaj. Mogoče toliko samo zaenkrat. Hvala lepa. Gospa Dominika Klavš, prosim. Lep pozdrav v imenu Zveze slovenske podeželske mladine. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Bi pa rada izpostavila že nekaj večkrat izpostavljenih dejstev, ki so bili izpostavljene s strani mojih kolegov. Naj začnem z dopisom, ki smo ga posredovali skupaj s Sindikatom kmetov Slovenije, se pravi na neusklajenost in neupoštevanje pripomb pri pripravi strateškega načrta skupne kmetijske politike, na katerega prav tako nismo dobili nobenega odziva. Pri pogojenosti in ostalih omejitvah, ki predvidevajo neuporabo fitofarmacevtskih sredstev in gnojil, kakšne so preostale alternative, ki jih bodo imeli lahko kmetje, pa s tem preprečili širjenje bolezni rastlin. Mogoče je ministrstvo kakšne alternative, zdaj pač v SKP pravzaprav ni tega nič zaznati, samo pač omejitve, kjer smo kmetje omejeni. Poudarjeno je tudi, da pričakujemo, da bodo evidence pri ukrepih SOPO pa KOPOP poenotene pa poenostavljene, se pravi, da pač tudi kmeta v tem pogledu razbremenimo. Razpisi morajo biti v bistvu tematsko dolgoročno načrtovani, že naprej z znanimi pa nespreminjajočimi se pogoji, se pravi, da ne bo prišlo do kakih takih situacij, kot recimo pri gorskem razpisu. Kmet tudi rabi nek čas, da se prilagodi svojo strategijo kmetije pa razvoja, pa tudi informacije morajo biti pravočasne. Večkrat smo že povedali tudi, da je močna potreba po polodprtih razpisih, ki omogočajo, da vsak, ki bo dosegel potreben prag točk, lahko dostopa do sredstev. Prav tako bi bilo treba za kmeta, bi bilo več kot potrebno, da se podaljša rok za pridobitev potrebnih dovoljenj na kakšen mesec po prejemu pozitivne odločbe. Mladi kmeti so velikokrat kljub doseganju potrebnega praga ostali zaradi premalo točk brez investicijskih sredstev. Zato ponovno pozivamo, da mladi kmetje ob kandidiranju na investicijske in ostale razpise pridobijo dodatne točke, ne samo dodatnih stopenj sofinanciranja, tudi pri majhnih kmetijah. Pa zadnja točka, ki se pravzaprav res tiče mladih kmetov, se pravi pri intervenciji za mlade prevzemnike kmetij. Intervencijo, ki bo dostopna čisto vsakemu potencialnemu mlademu kmetniku, v bistvu z obljubo, da bo intervencija izvzeta iz obdavčitve, ker se je s svežim zakonom o dohodnini pač izkazalo zdaj, da temu ni tako, bi radi opozorili, da je intervencija ponovno postala investicijska, kar pomeni, da spet ne bomo naslovili morebitnih mestnih dodatnih stroškov in sprememb. Obžalujemo tudi, da pač bo v celoti tudi obdavčena intervencija za medgeneracijsko sodelovanje in pa za sredstva za OMD, kjer bomo dodatna sredstva v celoti pretopili nazaj skozi obdavčitev. Pri generacijski prenovi in območjih, kjer številke že zdaj niso najbolj obetavne, saj vemo, ne. Velikokrat so bili kot en izmed pomembnih členov omenjeni mladi kmetje, kar pa trenutna davčna zakonodaja z vsemi obremenitvami kmetijstva zagotovo ne odraža.
Zavedam se, da so sredstva omejena, vendar to ne sme biti odgovor za omejevanje razvoja kmetijstva. In nenazadnje smo kmetje tisti, ki bomo s svojim kmetovanjem udejanjili pa izvajali intervencije, in zato bi bilo tudi ključno, da smo mi tisti, s katerimi so posamezne intervencije usklajene, da bomo lahko v vseh danih omejitvah dosegli te visoko zastavljene cilje in dosegli tudi prehransko varnost, ki je bila danes velikokrat omenjena, in pač tudi zagotovili trajnostni razvoj in okolje, v katerem želimo kmetovati. Hvala. Hvala, zdaj pa gospa Slavica Hudina, ki pa predlagam, da gremo na odgovore. Vas ne slišimo? Če kakšen razpravljalec? Ja, še enkrat, lep pozdrav, Slavica Hudina iz Laškega, iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. Imam eno vprašanje, kar se tiče tega DOKS-1, ohranjanje trajnega travinja na podlagi razmerja med trajnim travinjem in kmetijskimi zemljišči v uporabi. Kmetje bodo zaradi dane situacije, draga žita in močna krma, ter prehranske varnosti preorali nekaj travinja, seveda, kar se sploh da v teh danih razmerah na našem območju. Če bo preoranih več kot 5% površin, se pravi bo kaznovan, ali je v tej dani situaciji zaradi prehranske varnosti to dopustno? Mislim, ali tukaj bi moralo biti, ne vem, se mi zdi neko odstopanje možno. To. Hvala. Če gospa Bernarda Slika, potem pa res gremo na odgovore. Kar prosim. Hvala za predstavitev. Želim samo vprašati glede OMD plačila za Belo krajino. Kaj se je zgodilo oziroma kateri so tisti kriteriji, ki so izvrgli Belo krajino pod zelo nizka plačila oziroma znižana plačila tudi za več kot 50%. Hvala. Hvala lepa za vprašanje. Zaenkrat jaz predlagam, da najprej so 4, 5, 6 in pa 1. Prosim, Marjan. Ja, kar se tiče zdaj DOKOS 4, se pravi varovalnih pasov, prepoved oranja je bila vključena v prvo verzijo strateškega načrta, ki je bila poslana v Bruselj v decembru lani. In na tej verziji je komisija delala in ta del se ni spreminjal vmes. In na ta del komisija ni imela nobenih pripomb, tako da čist ne drži, da smo to pripeljali letos poleti noter. Druga stvar, kako je zdaj s temi njive v tem pasu, bojo načeloma ostale njive. Za ta del ne bi smel zagrabiti to pravilo 6-letno. Vmes se bo itak zamenjala ta SKP, o tem se še lahko razpravlja. Kar se tiče trajnih nasadov v tem pasu, obstoječih trajnih nasadov, se pravi, bojo ostali trajni nasadi, samo novih se pač ne more vzpostavljati. Upam pa, da je jasno vsem, ki delamo na tem, vključno svetovalno službo, da v tem pasu že zdaj ne bi smeli uporabljati ne gnojil, ne fitofarmacevtskih sredstev. In v tej luči tudi ne razumem najbolj
vprašanj, kdaj bo ta kršitev postala namerna. Ni ravno korektno vprašanje sploh strani inštitucije, s katere to prihaja. Načeloma pa velja na splošno. Namerna kršitev iz naslova ponavljanja postane v bistvu po 2 ponavljanjih, no, na kratko. Da ne gremo prav v podrobnosti samega sistema. In upam, da sem to odgovoril tudi mladim kmetom s tem. Zdaj, kar se tiče alternative, še enkrat bom ponovil, nekorektno je govoriti o kakšnih alternativah. V tem pasu se po zakonu o vodah, ki je star več kot 20 let, FFS-ji pa gnojila ne uporabljajo. Pika. Kar se tiče pa vprašanja glede razmerja trajni travniki KZU, ne govorimo o 5% preoranih travnikov, ampak govorimo o odstopanju od razmerja. To odstopanje oziroma ne dosežemo ga tako hitro, no. Tako da kakšnega posebnega strahu, tudi če grejo kmetje zdajle preoravati trajno travinje v enem takem razumnem obsegu, tega ne pričakujemo, no. Ni pa izjeme. Glede na razmere ni predvidena izjema. Itak država Slovenija sama ne more dati izjeme, to lahko da komisija oziroma svet. Tako da, kot sem rekel, zaenkrat izjema ni predvidena. Tem bi mogoče za var, Jana, boš... Kar se tiče kolobarja, tako kot je bilo rečeno oziroma predstavljeno v predstavitvi, za nazaj se ne gleda, kar pomeni za popolnoma vse posevke, tudi za koruzo to velja. Po domače potem je lahko koruza za koruzo v tem smislu. Kar se pa tiče analize tal in gnojilnega načrta, za leto 2023 ne bo sprememb, za leto 2024 so pa pač v pripravi nova pravila glede tega, v smislu tudi te zadnje spremembe zakona o kmetijstvu, ki se nanaša na člene, ki urejajo spremljanje stanja kmetijskih tal. Potem pa še glede te zvezdice, ki ste jo opazili na sami predstavitvi in je tudi v strateškem načrtu, velja tako, kot je zapisano, če je večji pridelek, potem se uporabljajo ta določila, ki so že navedena v sami nitratni direktivi v zvezi z gnojenjem. Maša? Jana, za investicije smo imeli, mislim, da v sklopu Andreja. Če sem vrate, ne. Ja. Hvala lepa za vprašanje. Najprej glede konsistentnosti in pa nespremenljivosti javnih razpisov, tega bi si tudi mi sami želeli. Bi bilo tudi za nas mnogo enostavno, vendar vemo, da se razmere tako na trgu kot v globalnem smislu pogosto spreminjajo in je potrebno prilagajati v bistvu ukrepe, tudi investicijske, tem razmeram. Potem, kar se tiče polodprtih razpisov, teče ravno razprava v okviru ministrstva, namreč kot možnost to imamo opredeljeno v zakonu o kmetijstvu, je pa podrobneje potrebno opredeliti tudi sam postopek in pa način izvedbe. Namreč to ne pomeni avtomatski prenos vloge iz enega v drugi razpis. Možno je narediti v bistvu več odpiranj in pa potem, vkolikor na enem od odpiranj ni izbrana vloga, potem ponovno vložiti na drugi. V bistvu te zadeve še treba tudi medresorsko uskladiti. Potem, kar se tiče pridobitve soglasij po pridobitvi odločbe,
V bistvu je to ene vrste tveganje tudi za ministrstvo, namreč vkolikor nekdo, ki ob vložitvi vloge nima vseh soglasij, pa je prejel pozitivno odločbo, se mu zgodi, da v predvidenem času v nadaljevanju teh soglasij ne more pridobiti, bi izhajalo dejstvo, da bi v bistvu nekdo, ki pa ima vsa soglasja in po točkah ni bil izbran, torej v tem prvem krogu izpadel, sredstva bi pa ostala neporabljena, ne? Tako da tega se je potrebno zavedati in iz tega izhajajo v bistvu ti pogoji. Kar se tiče premalo točk za mlade, torej da je premalo samo višja stopnja sofinanciranja za mlade, v bistvu tudi v tem strateškem načrtu, torej v novem programskem obdobju se bo oblikoval poseben dokument za merila za izbor vlog, tako kot imamo v tem programskem obdobju, in načrtovano je, da med merila torej uvrstimo tudi mlade kmete. Toliko z moje strani. Hvala. Ko si ravno zaključila z mladimi kmeti, jaz mislim, da smo v strateškem načrtu res dobro in celovito mladih kmetov. Zdaj, prejeli smo dopis mladih kmetov skupaj s sindikatom. Ta odgovor je pripravljen, ne vem, zakaj ni šel iz piše. Bi pa res poudarila, da je pa s mladimi zelo intenzivno skozi celotno obdobje in da pa težko vsak deležnik posebej pričakuje, da bo na koncu on tisti, ki bo dal štempelj na strateški načrt, ko vendar vemo, da je tu še medresorsko usklajevanje, da vlada potrdi strateški načrt in na koncu koncev Evropska komisija, ki ga tudi financira. Tako da jaz mislim, da je bil dosežek tega strateškega načrta res velik in da težko govorimo o neusklajenosti. Kar se tiče davčne zakonodaje, veste, da je v pristojnosti Ministrstva za finance, je pa z nami sicer sodelavka Hermina Bobrstar, če bi želela kaj komentirati, ampak kot rečeno, davčna zakonodaja ni v pristojnosti kmetijskega ministrstva. Še en odgovor smo dolžni za OMD, za Belo krajino. Silvo, boš komentiral, prosim. Se tukaj mikrofon. Ja, Bela krajina je po na kartah izpadla kot bolj rdeča. Jaz lahko zdaj podam le splošni odgovor. Neke specifične spremembe pa moramo pogledati bolj, bom rekel, v nekem medsebojnem sestanku ali nekaj takega. Torej, prvo je to, da so se spremenile, kar smo že opozorili v predstavitvi, povprečne cene stroškovnih elementov, kar kaže na spremembe tudi pri drugih omejitvenih dejavnikih, se pravi tudi pri nagibu in podobno, so se točke za določene omejitve spremenile, lahko bi rekli, da so se znižale. Drugi pomembni vpliv je pa ta evidenca kraškosti. Mi smo do sedaj območje Bele krajine v celoti kot celo točkovali po kriteriju kraškosti, seveda z vsemi njivami in z vsemi tudi intenzivnimi površinami, ki tam so, ne sicer v veliki meri, ampak so. Sedaj pa kraškost točkujemo le na področju, le na območju, kjer imamo za to izdelan sloj, ki je narejen iz pedološke karte Slovenije in ki smo ga pridobili leta 2009, torej v času do leta 2019, ko smo območja z naravnimi omejitvami v okviru reforme OMD pravzaprav ubranili. Tako da
tisti sloj kraškosti, ki ga uporabljamo zdaj na področju tudi ostale Slovenije, pa na področju Bele krajine je v bistvu prisoten v veliko manjši meri, kot pa v primerjavi s celo Belo krajino. In zdaj ti rdeče obarvani kvadratki so še toliko bolj intenzivno rdeči ravno na področju, kjer je pridelava nekaj bolj intenzivna, kjer je nekaj več njiv in tam je seveda ta razlika med prejšnjo kraškostjo in sedaj odsotno kraškostjo znatna. Toliko, sem pa prejel tudi že povpraševanje preko zbornice z vašega konca, tako da mislim, da se bomo na to temo še slišali. Hvala. Hvala lepa, Silvo. Jaz vidim, da ima gospa Čučak še verjetno repliko na Gaj, kar prosim. Aha. Evo. Ja, malo je presenetilo govorjenje gospoda Dremlja, ker seveda vsem svetovalcem v Sloveniji je zelo kristalno jasno že več kot 10 let, od leta 2008, odkar je zakon o vodah v veljavi, da se v tem pasu varovalnem ne sme škropiti in gnojiti. Ampak vi ste dodali v strateški načrt eno drugo alinejo v avgustu mesecu, v decembru je niti slučajno ni bilo, ker sem jaz vse natančno proučila. Piše, varovalni pas je lahko zaraščen s travo, samoniklimi rastlinami, grmovjem ali drevesi. O tem sem, gospod Dremelj, vas želela vprašati in to je bilo bistvo tega vprašanja, tako da je bilo neumestno, da ste rekel, da je neprimerno strani takšne inštitucije, da to sprašujemo. Torej, jaz nisem spraševala, če je tam treba oziroma če lahko tam škropimo. Lepo vas prosim, no. Vprašala sem vas zelo natančno in tudi vprašanje sem poslala na Mateju Štepcu, tako da bi vam ga lahko posredoval. To je moje vprašanje, kako bomo obvestili kmete, da morajo 4000 hektarjev njiv zatraviti in od kdaj? Načeloma velja to od 1.1., zdaj pa nas svetovalce zanima, od kdaj bo to kršitev? Ker danes smo oktobra meseca, nekatere njive so že zasejane, a ne, ti varovalni pasovi so že zasejani z pšenico, ogrščico, prezimnimi dosevki in tako naprej. Lahko pa bi bili samo s travo, grmovjem, drevesi ali samoniklimi rastlinami. To nas zanima. Hvala. To drži, da je tako, naj bi bil ta pas vzdrževan na tak način. Drži tudi, da je to lahko še zmeraj njiva, ki je obdelovana plitvo, ampak ja. Načeloma bo za drugo leto eno prehodno obdobje bomo morali narediti, ker enostavno ni možnosti, da vse kmete v tem kratkem času od načeloma sprejemanja in uredbe in potrjevanja strateškega načrta obvestimo. Dokler pa ti postopki niso zaključeni, je pač zahteva načeloma predlog, no. Kar se tiče, kdaj je ta zadeva prišla noter, se bova midva najbrž posebej usedla pa zmenila, ampak prepoved oranja je v predlogih ministrstva že 2 leti. Če je slučajno izpadla iz strateškega načrta, ki je vam na razpolago, ne morem to reči, ampak komisija je ta predlog dobila decembra. Tako kot sem rekel, no, se pravim, za drugo leto bomo v uredbi morali narediti eno prehodno obdobje, da se teren pripravi. Jaz ne vidim sicer nobene roke več. Igor Škrbot, prosim.
Ne slišimo vas. Vključite, prosim, mikrofon. Ja, dober dan. Dober dan. Imam vprašanje v zvezi z analizo metal. Od kdaj za nazaj bodo še štele kot veljavne? Pa zanima me pri integrirani pridelavi, verjetno bo možno, da se bodo v sistem integrirane pridelave pa v certificirane vključili tudi kasneje, ne samo do 31.12., da se bo to štelo za intervencijo integrirane pridelave. Hvala. Hvala lepa. Predlagam še gospa Marjana Sovič. Gremo Ja, naprej. jaz sem prej pozabila še eno vprašanje v zvezi z zaplatami. Kajti smo v fazi intenzivnega sejanja ozimnih žit in kmetje kar veliko kličejo na našem terenu, ker smo na tem močno prijavili. Z prejšnjem prijavu, ki smo ga imeli, je bilo rečeno, da gre za napako, da je 6 naprej, potem 2 zaplati, ampak danes sem na slajdu je bilo enako do 0,5,1 od 0,6,2. Upam, da se to popravi, se pravi od 0,5 je 2, ne? In potem tudi plačilo, če je 0,6 hektarja, 0,60 je potem, ker morajo biti 2 zaplate, verjetno potem isto kot za hektar. Mislim, ker me v vezi tega kar ljudi kliče, ker so tudi v dopisu dobili tako napisano do 0,5 in od 0,6 naprej. Tako da bi res še enkrat prosila, da poveste, kako je. Ja, hvala. Zdaj, glede na to, da ni drugih vprašanj, Jana, boš povedala za integriranost. Kar se tiče analize tal, kdaj so veljavne, pa ne. Za leto 2023 velja analiza, ki je izdelana od 1.1.2019. Kar se pa tiče integrirane pridelave, pa tako kot sem omenila, v integrirano pridelavo oziroma v kontrolo se je treba vključiti do 31.12. preteklega leta za naslednje leto. Za leto 2023 bo pa tukaj izjema in se bodo kmetje vključili v kontrolo do začetka subvencijske kampanje. Hvala, gospa Sovič, za vprašanje. Ja, drži, tako kot ste povedali, do 0,5 hektarja mora biti zagotovljena 1 zaplata, površina nad 0,5 hektarja do 1 hektarja mora pa imeti zagotovljene 2 zaplate. Zdaj, če povem na primeru, če ima kmet 70 arov in bi želel na vseh 70 arih uveljavljati zaplate, mora zagotoviti 2 zaplati in dobo plačilo za 2 zaplati. Isto kot če bi imel 1 hektar, bi mogel tudi zagotoviti 2 zaplati in je enako plačilo. Sicer je plačilo izraženo na hektar, ker ne moremo po sheme plačevati na zaplate, ampak tako kot smo že zadnjič pojasnjevali, gre tukaj za to pretvorbo, no, ki jo tudi komisija nekako dopušča. Hvala. Vidim, kdo še želel besedo. Ste zadovoljni z odgovorom? Ja, hvala. Jaz bi še imela eno vprašanje. Glede kolobarja drugega, mislim, če se že ve, katere so to kupovine, ki lahko namesto metulnice vključene v kolobar drugega? Kar se tiče kupovin pa metulnic, ta seznam še pripravljamo, tako da v tem trenutku vam te informacije žal še ne morem dati. Škoda. Pospešeno pripravljamo ta seznam, tako da se navežem na kupovine in res upamo, da bo v kratkem pripravljeno. Gospod, ja, Francijo Mahan, prosim.
Dober dan, hvala za predstavitev. Mene pa imam eno dilemo pri Sopotu, ekstenzivno travinje pa tradicionalna raba travinja. Omejitev je GVŽ 09. Zdaj, ekstenzivno travinje smo omejili, da se ne sme uporabljati mineralnih gnojil, pa s kompletno kmetijo, travniki moraš iti v ta zadevo. Tradicionalne rabe travinja pa 09 obremenitev. Zdaj, tle smo zelo veliko kmetij izključili, predvsem tiste, ki nimajo koruzne silaže. Se tle kaj predvideva kakšna sprememba z manjšo omejitvijo GVŽ-ja? Hvala. Gospod Igor Škrbot, vidim, da je še roko dvignil. Potem pa gospa Ana Pahor. Ja, hvala. Čisto na kratko ne vem, mogoče sem preslišal, od kdaj bodo na voljo te predstavitve oziroma posnetki, kot ste obljubili? Posnetki bodo takoj, ko končamo današnji posvet in nam tehnika omogoči, da jih pripravimo za na splet, ker jih želimo tudi tako razparcelirati, da bodo čim bolj uporabni. Gospa Ana, prosim. Ne slišimo vas. Ne slišimo vas. Še vedno ne, žal. Ja, zdaj pa ja. No, lep pozdrav iz Metlike, terenska kmetijska svetovalka Ana Bahor. Kolikor sem razumela, ekološka kmetija ne bo mogla doseči kmetije, konvencionalne kmetije z KOP-OPI. To me seveda navdaja z razočaranjem, saj s takšnim pristopom mi težko kmetije navdušimo oziroma vključujemo v ukrep ekološko kmetovanje. Tu govorim predvsem za večje poljedelske kmetije, če bi bile tudi stimulirane z politiko kmetijsko, prepričana sem, bi se veliko bolj odločale za ekološko kmetovanje, s tem bi pa tudi marsikateri vodni pas reševali, bolj enostavno. Se pravi, kmetija ekološka je z ukrepom KOP-OP v prejšnjem obdobju bila izločena z enakimi plačili kot ostale kmetije. In to domnevam, da bo tudi v tem obdobju in ne bo dosegla teh plačil 600 evrov, ali koliko je tam meja. Hvala lepa. Dobro, hvala. Zdaj ni nobene druge roke, tako da mogoče glede SOPO, ekstenzivno travinje in pa tradicionalna raba, zaenkrat se ne predvideva nobenih sprememb, obtežbe, tudi namen obeh ukrepov je nekoliko drugačen, zato je taka razlika v tem delu. Kot rečeno, sprememb pa zaenkrat ne predvidevamo. Glede, Meta bi kaj dopolnila, ne, to ne. Glede podpor za ekološko kmetovanje pa obstajajo seveda možne kombinacije KOP-OP-EKO, tako da izključeno so pač tiste kombinacije, kjer gre za enake zahteve, a ne, podvojevanja seveda ne sme biti, sicer pa glede na to, da so kombinacije možne v določenem delu, mislim, da tudi podpora temu sledi. Zdaj pa imamo še kak komentar na ta del? Če sem to še, veš, da ta omejitev velja samo za KOP-OP, teh 600 evrov. Ja, omejitev 600 evrov pa tako Jana opozarja, ne velja za KOP-OP, ne za ekološke. Gabriela Salober, vidim, da ima roko, kar prosim. Hvala za besedo. Jaz bi pa rada eno stvar vprašala. Veste, ko sem bila zelo majhen otrok, so mi rekli, da nikoli naj ne izgubim tiste zdrave, preproste pameti, ki so jo moji starši poimenovali pastirčkove pameti. Ampak zdaj pa k resni stvari. Prašičereja dobrobit živali ima vstopni prag 3,2 GVŽ za plemenske svinje,
7 GVŽ za pitance, s tem, da če z eno kategorijo ne izpolnjujemo pogoja, ne moremo s tisto kategorijo ravno tako vstopiti, v smislu ne izpolnjujemo pogoja glede vstopnega praga. Glede na dejstvo, da je samooskrba s prašičjim mesom 37-odstotna, je resno, zelo resno vprašanje, zakaj je za ostale specijese vstopni prag 2 GVŽ, za prašičjo rejo, ki je pa najbolj nizko samooskrbna, je pa tako visok. Mislim, da bi bil potreben resen premislek o možnosti zaključenih družinskih kmetij, da vstopajo v ta ukrep enakopravno. Potem so še derogacije na tem področju, ki jih je izdalo Evropsko računsko sodišče v posebnem poročilu Dobrobit živali v EU, zmanjševanje vrzeli med ambicioznimi cilji in izvajanjem v praksi, je zadnje poročilo z leta 2018, tako da to je bilo včeraj na sestanku že predstavljeno in bi prosila, da se inkorporirajo te vsebine v našo živinorejo, ker mislim, da bi bile esencialne. Potem je pa še ena pripomba glede ukrepa DŽ za perutninarstvo. Če je res tako nujno potrebno, da se začne izvajati šele z enoletnim zamikom, potem vljudno naprošamo, da se v prvem letu, ko se še ne izvaja, teh kmetij ne deprimira z manjšim doseganjem števila točk za investicije, adaptacije, ker ne bojo vklopljene v ukrep DŽ in bi s tem avtomatično bile nižje v vrstnem redu. Tako da to je tisto, kar je res esencialno v tem delu. Hvala lepa. Hvala za vprašanja. Zdaj, uredba o dobrobiti živali se ravno usklajuje, jaz mislim, da ste tudi vključeni. Težko zdaj komentiram vstopni prag, sodelavca ni tu, da bi sicer pojasnil to razliko. Kar se tiče perutnine od leta 2024, seveda ne bojo, vkolikor bo šlo za nadstandardne, se pravi prilagoditev objektov v nadstandardno rejo, za perutnino seveda ne bo izključena, ne glede na to, ali vstopa v DŽ v 23 ali ne. Še kakšno vprašanje? Zaenkrat ne, piše Ameršek. Prosim. Se slišimo, ja. Živijo, Lovro tukaj. Zanima me, sem videl pred za OVE, se pravi obnovljive vire energije. Tam mora biti kombinacija ali kogeneracija biti, ali je lahko sam pač parcialno, ne vem, sam sončna elektrarna. Kak je bo to mišljenje? Ko sem videl, da je pač proizvodna sončna in toplotna proizvodna. Ja, seveda. To, no. Ja, hvala lepa. Hvala lepa za vprašanje. Zdaj obnovljive vire energije podpiramo v različnih intervencijah in sicer kot samostojno naložbo, torej če bi želeli naložbo izvesti zgolj v obnovljivi vir energije, je to možno narediti v samostojni intervenciji IRP 36, vendar tam imamo omejene 3 tipe, torej mikrobioplinarne, biometan in pa geotermalno energijo. Vkolikor pa bi vi želeli torej investirati v obnovljive vire energije v okviru neke celovite naložbe nekega drugega projekta, takrat je pa možno tudi v ostale vire energije, kot je fotovoltaika, biomasa in podobno. Kot samostojno je, vendar moram poudariti, kadar se prijavljate, torej na sofinanciranje obnovljivih virov znotraj teh, da rečem, kmetijskih
intervencij, je proizvodnja energije zgolj za lastno uporabo kmetijskega gospodarstva namenjena, mora biti. Izjema je samo intervencija IRP 25, torej podpora za nekmetijske dejavnosti na podeželju. Tam je pa možno, torej kot dopolnilno dejavnost, prijaviti tudi obnovljivi vir energije in tudi vse vrste, ne? Od fotovoltaike, biomase in tako naprej. Potem mislim, da sem vse povedala. Ste zadovoljni z odgovorom? Še kakšno? Ja, hvala. Ima še kdo kakšno vprašanje? Prosim. Zdaj, samo ta odgovor glede vstopnega praga za prašičerejo za dobrobit živali. Upoštevan je bil pravilnik o reji živali. Tako da se v tem smislu nismo odstopali, ne. Vidim, da ima še, ne, nobene, še kakšna roka mogoče? Ja. Torej, če pa ni, potem pa predlagam, da zaključimo. Kot rečeno, posnetki bodo na voljo na spletni strani, to je skp.si. Tam se bo dostopalo do posameznih vsebin. Tam bomo nalagali tudi vse ostale predstavitve oziroma informacije o dogodkih in tako naprej, da boste kar najbolj obveščeni. In vas za danes lepo pozdravljam, pa hvala lepa za potrpežljivost in lep pozdrav in lep